Eno lepo dobro jutro vsem vam čarobnim bitjem in vašim čarobnim telescem. Najprej bi se vam zahvalila, ker ste se pridružili tej skupini. Hvala vsem vam, da ste prišli, pripeljali svoje telesca oziroma da so telesca pripeljala vas bitja. In kaj je zdaj še mogoče? Okej, zdaj namen današnjega videa je v tem, da vam dam eno orodje, s katerim boste skreirali več lahkotnosti s svojim telesom, a ne. In sicer mi, kot sem že v prvem videu govorila, mi imamo s svojim telesom ogromno nekih sodb, nekih projekcij, odločitev, odločili smo se razne stvari v svojem telesu, potem imamo neke izračune, celo zavrnitve, ločitve in tako naprej, a ne. In s vsem tem vedno znova poustvarjamo svoje telo, a ne. Vsak dan znova ga kreiramo, vsak dan znova, a ne. In dejansko, če delujemo iz vseh teh odločitev, iz nekih sodb, ki jih imamo v zvezi s telesom, recimo iz nekih izračunov, če projiciramo nanj, če pričakujemo nekaj od telesa, a ne, dejansko se ne more nič spremeniti, a ne. Tako da vsako jutro oziroma lahko tudi vsak večer, a ne, preden zaspite, lahko rečete, okej, vse, kar je bil moj odnos z mojim telesom, vse to razgrajujem in uničujem, pa right, wrong, good and bad, potem pok, online, shorts, boys and beyonds. Recimo, lahko tudi to naredite zjutraj, ko se zbudite, a ne. Lahko rečete, vse, kar je bil moj odnos z mojim telesom do danes, vse to razgrajujem in uničujem, pa right, wrong, good and bad, potem pok, online, shorts, boys and beyonds. Za tiste, ki ne veste, kaj pač je to, kar govorim zraven, to je čistilni izrek Access Consciousnessa, bom objavila od spodaj tudi povezavo, na kateri si lahko preberete več o tem izreku. Če vas zanima, ne, deluje v vsakem primeru, vam ni potrebno vedeti, kaj pravzaprav pomenijo te besede. In kaj naredimo s tem, ko vsako jutro oziroma vsak večer razgradimo in uničimo odnos s svojim telesom? Na ta način pobrišemo vse te odločitve, izračune, sodbe, zaključke, vse, kar smo imeli, zavrnitve, ločitve, ki smo jih imeli s svojim telesom, a ne, in si ustvarimo tudi s svojim telesom en tak nov bel list, nepopisan list, na katerem lahko ustvarimo nekaj drugačnega. Naj lahko rečemo, okej, kaj pa zdaj mogoče z mojim telesom? Kaj pa lahko danes skupaj ustvariva s svojim telesom? Kako se lahko dan zabavamo s svojim telesom? Kaj zdaj še mogoče? Kaj zdaj mogoče, kar prej ni bilo mogoče? Ne, to so vsa ta vprašanja, ki vas bodo vodila do zavedanj, pravzaprav do nekih novih možnosti, a ne. Ni tukaj namen teh vprašanj, potem ni iskanje odgovora, ampak samo ko vprašate to, boste dobili zavedanje, okej, kaj zdaj mogoče, kar prej ni bilo. Ne, samo zaznajte to neko zavedanje oziroma neko energijo zavedanja, ne, ki se bo prikazala. In potem tekom dneva se vam bojo te stvari tako zelo naravno se dogajajo, ne, in boste videli, da je z vašim telesom lahko pač možno zdaj nekaj drugačnega oziroma da je v vašem odnosu do vašega telesa možno nekaj drugega, ne. Tako da to orodje bi vam priporočala, ne, da vsak dan razgradite in uničite. To ne pomeni, da se bo karkoli na fizičnem nivoju uničilo, ampak razgrajujemo samo te vse neke misli, razmišljanja, odločitve, sodbe, ki smo jih imeli v zvezi s svojim telesom. In ja, recimo, lahko tudi, na primer, lahko razgradite in uničite tudi vsak dan odnos, ki ga imate do seksa. Recimo, mi imamo ful enih sodb v zvezi s seksom, a ne, takšnih ali drugačnih, ki nam dejansko preprečujejo, da bi spremenili kaj na tem področju, ne, in zato lahko tudi vsak dan razgradimo in uničimo odnos, ki ga imamo do seksa, ne, in rečemo, okej, vse, kar je bil moj odnos do seksa, vse to razgrajujem in uničujem, right, wrong, good and bad, potem pok, online, shorts, boys and beyonds. In vidite, že samo tole, ko sem jaz zdajle rekla, je polno nekih stvari se zbudila, ne. Tako da, če želite imeti več lahkotnosti tudi na tem področju, razgrajujte tudi to, a ne. In potem spet vprašate, okej, kaj zdaj še mogoče? Kaj mogoče, kar prej ni bilo, ne? In potem seveda vam priporočam tudi, da si zaganjate Barsa za telo pa spolnost, a ne.
In ker tukaj v teh dveh barsih so namreč shranjene vse sodbe, ki jih imamo v zvezi s svojimi telesi. In to so stvari, ki so jih nam recimo lahko predali starši, prijatelji, učitelji, zdravniki, mentori, mediji, ne, in mi smo jih pač to lepo, vedno, kadar se recimo gremo neko strinjanje, pridruževanje, usklajevanje oziroma upiranje, reagiranje, ne, se to nam naloži. Torej, pripišemo temu nek naboj in se to shrani v naših možganih in tega imamo še in še. In to je na nezavednem nivoju in s tem, kar smo spravili tukaj noter, ne, vsak dan ponovno poustvarjamo svoje telo. In zato, ker je to pač, imamo toliko tega, ne, dejansko določenih stvari s svojim telesom ne moremo spremeniti, ker se toliko tega na nezavednem nivoju nahaja, ne, tako da si tudi ta dva barsa si zaganite, da se bo tudi čim več tega pobrisali in da bo možno z vašim telesom tudi nekaj drugega oziroma da bo lahko prišlo do spremembe tam, kjer zdaj morda ni mogoča. Ok, lepo se imejte in se vidimo, slišimo. Pa, pa!